Entente Floral je mednarodno hortikulturno tekmovanje mest in vasi, ki poteka že več kot 30 let. V začetku sta v urejenosti krajev tekmovali le Francija in Velika Britanija, danes pa se za zlato, srebrno ali bronasto priznanje poteguje 12 evropskih držav. Letos sta slovenska predstavnika na tekmovanju Kamnik v kategoriji mest in Olimje v kategoriji vasi. Izbrana sta bila na tekmovanju Moja dežela lepa in gostoljubna, ki ga je že 18. pripravila Turistična zveza Slovenije. Kamnik pa je v Entente Floral že sodeloval, in sicer leta 2001 ter si prislužil zlato odličje. Od leta 1998, ko Slovenija sodeluje v tekmovanju, sta zlato priznanje osvojili še mesti Velenje in Slovenske Konjice. Preden pa mnenje o urejenosti našega mesta pove mednarodna žirija, o tej temi povprašajmo tudi Kamničane. V bistvu urejeno je lepo, mogoče bi mogli malo večkrat smeti pospraviti pa tako. Ja, zaenkrat je kar lepo. So skrbijo bolj, da ni smeti pa in mislim, da je kar okrašen pa tudi urejen, pa tudi prijaznost. Ja, meni se zdi Kamnik zelo urejeno mesto, ni toliko smeti, veliko rož je pa zelo urejeno. A pa vas mogoče, kar se tiče urejenosti mesta, kaj moti? Ne, se mi zdi, da je kar lepo urejen. Meni se zdi, da je premalo teh parkirnih mest, da bi lahko malo to bolj uredili. A za tekmovanje Entente Floral ste pa že slišali? Ja, že sem slišal. To je evropsko tekmovanje. No, in Kamnik se je že udeležil in je tudi že nagrado dobil. A pa veste, da jutri nas obišče mednarodna žirija in sicer že drugič? To ne vem, vidim pa, da se pripravlja vse sorte, tako da izgleda, da bo Kamnik lep. Kako urejen se pa vam zdi Kamnik? Zelo težko sodim o tem, ker sama v bistvu pomagam urejati Kamnik, ker sem v bistvu zaposlena v Arboretumu in mi skrbimo za hortikulturo. Pa mogoče imate zdaj pred tekmovanjem Entente Floral kaj več dela kot ponavadi? Problem je v tem, ker je zadnje čase kot v ostalem delu Slovenije deževalo neprestano, tako da so dela v bistvu malce zaostala. Občina je v zadnjem času urejanju mesta posvetila kar precej pozornosti. Lotili so se poti, zelenih površin, nasadov cvetja, obnovljene so nekatere fasade ter postavljeni novi smerokazi in table. Kljub dežju so si člani mednarodne žirije v petek ogledali urejenost in domačnost Kamnika. Ja, najprej v dopoldanskem delu smo si ogledali predvsem center mesta Kamnika. Šli smo na ogled po mestu, in sicer od Maestrovega spomenika, frančiškanskega samostana, center mesta, glavni trg, potem smo šli na Mali grad, na Žale in potem čez Šutno na grad Zaprice. No in potem smo se odpeljali na kosilo v Budnarevo domačijo in v popoldanskem delu ocenjevanja je sledilo potem ogled okolice, in sicer bili smo v Termah Snovik, potem smo šli nazaj v mesto čez Tuhinjsko dolino, čez Kršmančev park, enega od zelenih površin v Kamniku, Dom kulture, kotlovnico, tudi studio smo si ogledali v Domu kulture, potem smo se odpeljali po Medvedovi ulici nazaj čez mesto in do Ciriusa, centra za izobraževanje invalide mladine. Tam smo si ogledali tudi njihov center in potem smo šli nazaj po Ljubljanski ulici oziroma proti Arboretumu v Oči potok, kjer se sedaj sledi v bistvu ta uradni, formalni del, kjer bodo člani komisije povedali prve njihove ocene. Kdo pa so člani komisije? Člani komisije so predstavniki držav, ki sodelujejo na tem tekmovanju, izhajajo iz 11 evropskih držav, od Italije, Avstrije, Nemčije, Belgije, Nizozemske, Madžarske, Hrvaške, Velike Britanije in Irske. No in vseh teh držav tudi tekmujejo mesta in vasi v tem tekmovanju Entente Floral. No in v bistvu domači žirant, recimo slovenski tukaj, v bistvu ne sme soditi, tukaj sodijo samo žiranti iz drugih držav. Žirija je sestavljena iz različnih strokovnjakov, botanikov, krajinarjev, arhitektov. Svojo oceno o kvaliteti življenja v ocenjevanem kraju pa poda na osnovi terenskega ogleda. Je 10 kriterijev, po katerih komisija ocenjuje mesto, in sicer od okolja do izobraževanja, trajnih nasadov, sezonskih nasadov, potem pa tudi izobraževanje in pa vključenosti ljudi v samo delovanje oziroma v samo dogajanje v tem gibanju Entente Florale. Na koncu pa tudi vključenost v bistvu turizma v celotno to sfero.
V petek je predsednica žirije v imenu vseh članov podala tudi prve vtise. Ocena Kamnika je bila pozitivna, žirijo so navdušile zelene površine in skrb za kulturno dediščino, dodali pa so tudi nekaj pripomb oziroma predlogov. On one side we say it's so beautiful, on the other hand we said there are some spaces, some left spaces which could have a bit more maintenance perhaps, if I can mention. Končna ocena bo znana konec septembra letos, ko bodo v Cardiffu v Veliki Britaniji podeljena priznanja.